prijavitelj, ki bi vedel za takšno fiktivno spremembo količin, bi lahko pripravil ponudbo, ki bi seveda bila cenejša in s tem konkurenčnejša. V konkretnem primeru se je dejansko to tudi zgodilo. Najugodnejša ponudba je bila izbrana ravno na račun postavk, ki so bile prirejene oziroma fiktivne. V dokumentaciji, ki jo imate kot prilogo k gradivu, povzemamo izpisek nekaj takšnih očitnih prilagoditev oziroma fiktivnih sprememb izvornega dokumenta. Najbrž je zgolj pomenljivo povedati, da je na tem razpisu delo za izvedbo gradbenih del dobilo podjetje, ki je v sorodstvenem razmerju s članom bivšega vodstva Univerze na Primorskem. Druga hujša kršitev se nanaša na preplačevanje oziroma predplačevanje del gradbenih del. Gre za kršitev, ki se nanaša, kot rečeno, na priznavanje in plačevanje gradbenih del, ki v trenutku izdaje računa še niso bile opravljene. Slednje je v skladu s pogodbo sklenjeno med financerjem projekta, naročnikom in izvajalcem eksplicitno prepovedano. V skladu s pogodbenimi določili je namreč mogoče le plačevanje opravljenih storitev in vgrajenih materialov. Med takšna dela sodi tudi izvedba strojnih in elektroinstalacij, ocenjena v skupni vrednosti približno 100 000 evrov, za katere na dan izstavitve računa niso bila ta dela opravljena. Opravljena niso še danes. To sta le dve hujši kršitvi. Vsled ugotovljenih nepravilnosti je vodstvo univerze ukrepalo v naslednjem smislu. Najdene oziroma odkrite dokumente, torej sporno dokumentacijo, je predalo Komisiji za preprečevanje korupcije. Sporazumno se je razdrlo pogodbo z dotedanjim nadzornikom, izvedlo javni razpis za novega in podpisalo pogodbo z izbranim nadzornikom. In tretji ukrep, sporazumno prekinilo pogodbo z izvajalcem gradbenih del, izvedlo nov javni razpis in podpisalo pogodbo z izbranim izvajalcem. Na ta način smo investicijo spravili v legitimni okvir. Ostala pa je velika finančna škoda oziroma luknja. Velja omeniti, da že od vsega začetka projekt ni imel zaprte finančne konstrukcije. Za povrh je UPZRS od financerja EU naprej prejel sredstva v višini približno 300 000 evrov, ki jih je dobil konkretno za izvedbo tega projekta. Ugotavljamo, da pretežni del teh sredstev ni bil namenjen oziroma porabljen za namene projekta. Danes, ko bi UPZRS moral financerju bodisi predložiti račune za opravljene storitve, bodisi vrniti denar, nima niti računov, niti tega denarja. Finančna luknja v približno 240 000 evrov bo UPZRS torej morala kriti iz lastnih virov oziroma sredstev, kar seveda posledično lahko resno ogrozi poslovanje UPZRS-ja in celotne univerze. To so nekako aktivnosti v povezavi z projektom Borilnice. Nadaljujem z aktivnostmi oziroma z projektom Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli. Kot je uvodoma že omenil rektor, gre za kampus, ki je izvorno bil namenjen naravoslovnim programom te univerze. Projekt je ocenjen na približno 90 milijonov evrov
in bi naj bil financiran z evropskimi sredstvi, sredstvi proračuna Republike Slovenije in z lastnimi sredstvi Univerze na Primorskem. Za voljo izredne kompleksnosti projekta je slednji podvržen številnim kontrolam oziroma pregledom zakonitosti delovanja oziroma upravljanja investicije. Tako je leta 2009 na eni izmed takšnih kontrol, ki jo je opravil Urad za nadzor proračuna, to je služba v sestavi Ministrstva za finance, ugotovila 4 resne kršitve. 2 od teh kršitev sta bila hujše narave. Prva, podobno kot v primeru Borilnice, se nanaša na nepravilnosti pri izboru izvajalca gradbenih del. Druga hujša kršitev se je podobno kot v primeru Borilnice nanašala na predplačila in preplačila izbranemu izvajalcu gradbenih del. Omeniti velja, da je na podlagi sklepov revizije, ki jo je opravil Urad za nadzor proračuna, bila Univerzi na Primorskem izrečena sankcija v skupni višini 162.449 evrov. Način nelegalnega delovanja skupine ljudi, ki je upravljala s to investicijo, je bilo mogoče le ob tesnem sodelovanju vodstva UP in nadzornikov. Naj omenim, da so nadzorniki bili izbrani vsaj v nenavadnih okoliščinah. Na objektu smo ob prevzemu mandata srečevali tako nadzornika, kot tudi supernadzornika, ki zakonsko sploh ni predviden. Kljub temu, da smo torej na objektu imeli tako nadzornika kot supernadzornika, je bilo njuno delo nestrokovno in neodgovorno. Zanimivo je, da sta za svoje, ne delo, ampak delovanje, prejemala plačilo. V nekaj letih se je le tega nabralo za več kot 120.000 evrov, sredstva pa sta prejemala na podlagi večjih pogodb, številnih aneksov, številnih naročilnic in tudi študentskih napotnic. Nezakonito finančno upravljanje je temeljilo na sporazumu z dne 31.8., ki sta ga podpisala rektor Bohinc in lastnik ter direktor gradbenega podjetja GPG d.d. in je opredeljeval fiktivno izdajanje situacij, torej izdajanje evidenc o opravljenih oziroma o domnevno opravljenih delih. Te fiktivne situacije so bila podlaga za plačila izvajalcem in poročanje financerjem projekta. Spomnimo, da, podobno kot v primeru Borilnice, pogodbena določila eksplicitno prepovedujejo kakršnokoli predplačevanje oziroma preplačevanje projektov. Najbolj pijoč primer stvari, o katerih govorim, so vam, domačinom, vsem gotovo dobro znana okna. Gre za storitev, ki je bila plačena, dejansko pa nikoli upravljena oziroma izvedena. Okna smo vgradili šele kasneje z novim izvajalcem po stečaju GPG-ja. Tudi po stečaju gradbenega podjetja GPG d.d. se je način delovanja nadaljeval. Tokrat s podizvajalci, s katerimi so bile pač sklenjene pogodbe za nadaljevanje del po stečaju. Prakso takšnega delovanja je prekinil rektor Marušič ob nastopu svojega mandata. Omenim naj, da je sicer takoj ob prevzemu tega mandata bil izpostavljen pritiskom po plačevanju večjega števila računov, ki so bili izstavljeni
na podoben način. Posebej so izstopala 4 podjetja. Eno od teh je celo zagrozilo univerzi s tožbo v vrednosti 52.000 evrov preko odvetnika. Rektor se teh pritiskov oziroma tožbe ni ustrašil, zavrnil račune in odločitev se je izkazala za pravilno, saj delo sploh ni bilo opravljeno. Torej, za vzpostavitev legalnega stanja na gradbišču in posledično seveda zakonitega načina delovanja je bilo potrebno opraviti več stvari. Prva stvar, ki smo se jo lotili, je bilo temeljito opraviti posnetek stanja gradbišča. Zato smo najeli zunanjega izvajalca gradbene stroke, ki je potrdil vse ugotovitve, ki jih je odkril Urad za nadzor proračuna. Celo več, ocenil je, da je neopravljenih, a plačanih dejansko še bistveno več del, kot je ugotovil urad. Druga stvar, katere smo se lotili, je izvesti javno naročilo za nadzornika, ki bi svoje delo opravljal vsaj odgovorno in v skladu s stroko. In tretja aktivnost, ki smo se lotili, je sklenitev novih pogodb z izvajalci gradbenih del, ki so prvenstveno morali sanirati številne napake, ki so se s prejšnjimi izvajalci zgodile na objektu in seveda nadaljevati z deli za zaključek tega projekta. Omenil bi samo nekaj sanacijskih posegov, ki jih je bilo potrebno opraviti zaradi nevestnega oziroma nenatančnega dela. Torej, sanacija hidroizolacije v kleti, sanacija propadajočih zidov zaradi slabe zaščite objekta oziroma varovanja, sanacija stopnišča in še drugi. Seveda je za voljo vseh teh nepravilnosti vodstvo univerze oziroma rektor zoper odgovorne osebe moral sprožiti ustrezne postopke. Čeprav je vodstvo delovalo odgovorno in predvsem kot dober gospodar, takšnega mnenja ni delila kontrolna komisija Ministrstva za visoko šolstvo in znanost, ki je na podlagi ene izmed svojih administrativnih kontrol z dne 30.1.13 UP-ju pripisala 441.750 nenamensko porabljenih sredstev. Gre za dela, ki seveda niso bila predvidena v sklopu nadaljevalnih del, ampak so bila potrebna za sanacijo in vzpostavitev normalnega stanja na gradbišču. Posledično je seveda univerza omenjenemu sklepu ugovarjala, resorno ministrstvo pa je sprožilo spor. Torej, poleg izziva sanacije stanja na gradbišču in nadaljevanja del se je vodstvo moralo soočiti še z izzivom iskanja virov za zaprtje finančne konstrukcije investicije. Ta luknja je nastala za voljo izrečenih sankcij in obsežnih sanacijskih oziroma nekorektno izvedenih del. Reševanje zagotavljanja virov se je vodstvo univerze lotilo z racionalizacijo projekta in najemom poroštvenega posojila. V sklopu racionalizacije nam je z trdimi pogajanji z izvajalci in projektanti uspelo znižati vrednost investicije z naslova gradbenih in inštalacijskih del za približno 1 milijon evrov. Glede poroštva pa velja omeniti, da je UP formalne postopke za pridobitev tega kredita začela že 1.12.2012, torej pred približno 20 meseci. Navkljub vsem težavam in dejstvu,
da univerza za omenjeno investicijo v letih 2012, 2013 in 2014 ni prejela niti enega samega evra proračunskih sredstev, bo, kot vse kaže, UP investicijo v letu 2014 uspela zaključiti. Začeli smo z postopkom pridobivanja uporabnega dovoljenja, ki ga v nekaj mesecih tudi pričakujemo. Datum prevzema objekta in seveda njegove uporabe pa je v precejšnji meri odvisen od pridobitve poroštvenega posojila. Sredstvi slednjega bi se namreč naj investiral v nakup opreme, za katero pa vemo, da objekta, brez katere pa objekta ni moč uporabiti. Hvala lepa, profesor. Sedaj pa beseda ponovno rektorju in seveda zaključek današnje konference. Vprašanja bodo na koncu, ja, seveda, kot običajno. Tretji sklop, kot smo prej najavili, zdaj je ta drugi sklop zaključen. Tretji sklop predstavljajo tožbe zaposlenih in bivših zaposlenih. Te so tudi doživeli veliko medijsko pozornost, predvsem takrat, ko so se začele, veliko manj takrat, ko so se pravnomočno končale v prid Univerze na Primorskem. Tam imate samo nekaj primerov takšnih pravnomočno zaključenih tožb v prid Univerze na Primorskem. Vse te tožbe so seveda povzročale tudi odvetniške stroške. Prva od teh, tožba Vesne Mikolič, pa je doživela tudi prvo vračilo stroškov postopka univerzi. Gospa Mikolič je zaprosila za 12-mesečni obrok izplačevanja stroškov tega postopka. Ja, kaj te? Nezadovoljstvo tistih, ki univerzo tožijo, in nezadovoljstvo njihovih podpornikov in vseh tistih, ki pač imajo drugačno mnenje o tem, kako naj gre univerza naprej, od mene in sedanjega vodstva univerze, izvirajo, po mojem mnenju, seveda iz preprostega trka konceptov dveh pogledov na to, kako naj se univerza razvija. Mnenje oziroma naš koncept je usmerjen primarno k delanju znanosti. Znanost je osnovno opravilo vsake univerze. Univerza, ki ne dela znanost, sploh ni univerza. Univerza, ki samo nekaj poučuje, je višja šola. Tako je povsod po svetu, ni razloga, da ne bi bilo tudi tukaj. Primarna dejavnost je torej delanje znanosti in prenašanje te znanosti na študente in na mlajše kolege. Plačilo za tako upravljeno delo je pri nas v drugotnem planu. Zato je tukaj viden tudi velik prispevek mladih ljudi, ki so prihodnost te univerze, saj so nekateri že popolnoma opolnomočeni, da opravljajo vodstvene funkcije. Druga skupina ima to stvar nekoliko obrnjeno. Mislim, da je pri njih večja teža na tistemu, čemur se rečejo osebni prejemki, taki ali drugačni, in v manjši meri znanstveni produkciji. Mi pač sledimo ameriškemu reku publish or perish. Tako smo navajeni iz stika z zunanjim svetom in tako želimo prenašati ta koncept tudi zanamcem. Tukaj vam samo kot primer dam eno takšno argumentacijo, dokaz, da še tik pred koncem mandata bivšega rektorja so na ZRS-ju, pozor, spomnite se prejšnjega izvajanja prorektorja, ki je povedal, da obstaja velika finančna luknja na ZRS-ju, tudi za voljo takih aktov. Izplačali so si dali so si izplačati približno 50 000 evrov za tako imenovano uspešnost
domnevno uspešnost, delovno uspešnost iz tržne dejavnosti. Rumeno označena je 6 podpisnikov na pozivu meni kot rektorju, naj drugače ravnam v mesecu aprilu, prvih 10 na prvi strani. Ti privilegiji so jim bili pač priškrnjeni od mojega prihoda na mesto rektorja, take vrste delovnih uspešnosti več ne priznavam. Če lahko delajo odlično znanost in producirajo tisti ljudje, katerih prejemki niso tako veliki, potem ni razloga, da bi drugi dobivali posebne dodatke. Zakonitost teh izplačil še preverja zunanja revizija, po prijemu poročila revizorska pa se bomo odločili o ukrepanjih. Za konec, nekako proti koncu, želim povedati še nekaj spodbudnega. Kljub vsem tem težavam in temu, da veliko našega časa moramo namenjati za tisto, kar je bilo tu povedano, in pa seveda vse, kar je temu spremljajočega, pa velja izpostaviti nekaj lepih rezultatov te univerze, ki je na dobri poti do tega, da se vključi v mrežo, globalno mrežo mednarodno priznanih univerz. Morda kar po točkah, že nekaj let zapovrstjo imajo 3 naše fakultete, pedagoška, tista za vede o zdravju in pa fakulteta za turistične študije, zapolnjena vsa razpisna mesta za študente. Obenem je vse več, opažamo, da je z leti vse več ambicioznih, odličnih študentov. To se vidi tudi iz spodnje meje za vpis, za sprejetje na nekatere naše študijske programe. Povečuje se tudi delež tujih študentov, ki zapolnjujejo primanjkljaj domačih študentov zaradi očitnega demografskega padca. Samo v 6 letih je ta padec do 14% in se bo še padal v naslednjih 5 let do generacije 99, rojstva 99. Temu se mora seveda univerza odzvati tako, da pritegne nadomestne študente iz tujine. V 4 letih je ta narastek iz nekaj čez 1% na nekaj čez 3%. Vsaka spodobna tuja univerza mora imeti delež tujih študentov blizu 10%. Po drugi strani, to vam je najbrž vsem znano, se zmanjšuje delež proračunskih sredstev, tako tistih za študijsko dejavnost po uredbi, kot tistih za raziskovalno dejavnost. Na ta način, torej to zagato univerza lahko rešuje samo na en način, in sicer s povečevanjem evropskega vira, sredstev in tržnega vira. V 3 letih je ta prirastek od 9% do 14%. Obenem je univerza vse bolj peta tudi v mednarodne okvire. Z septembrom, oktobrom odpiramo Konfucijsko učilnico kot del Konfucijevega inštituta v Ljubljani in se s tem navezujemo tako znanstveno kot kulturno, v kulturnem pogledu s Kitajsko. Postavljamo mrežo univerz iz bližnje regije in povečujemo znatno edine relevantne znanstvene objave, SCI objave. Teh je v letošnjem letu za več kot, v lanskem letu, letošnjega podatka seveda še nimamo, za več kot 200, ob začetku mandata jih je bilo okoli 130. Za konec pa še morebiti eno spodbudno novico oziroma en apel. Najbrž ste, če ste pozorno spremljali ali pa tudi ne preveč pozorno spremljali dogajanje v zvezi s pripravo novega zakona o visokem šolstvu, poznate stališče naše univerze, da ji primanjkuje približno 2,5 milijona evrov oziroma da je za toliko podfinancirana, zato ker se trenutni način financiranja je tak, da ne upošteva zakona obstoječega ZVIS-a, ki v 73. členu pravi, da je potrebno financirati po številu študentov in študijskih programih. Samo za občutek,
Ta univerza dobi iz naslova študijske dejavnosti po uredbi 5,35% celotnih vseh sredstev, ima pa več kot 8% vseh študentov.